Dober dan oziroma dober večer in lepo pozdravljeni na današnjem webinarju. Hvala, ker ste si vzeli čas danes in se nam pridružili. Smo zelo veseli, da lahko že takoj po novem letu nadaljujemo z webinarji, z minutkami. Danes bo glavna tema tega webinarja matematika. Oziroma, kot že dobro veste, bomo bolj podrobno govorili o učni snovi pri matematiki v prvem triletju, ki jo boste z učenci obravnavali v naslednjih mesecih, v mesecu februarju in marcu. Danes gostimo dr. Vido Manfreda Kolar. Gotovo dr. Manfredo Kolar že dobro poznate. Je soavtorica gradiv za matematike Mojnande in je tudi priznana strokovnjakinja za področje didaktike matematike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem predavanju se bo dr. Manfreda Kolar osredotočila predvsem na najučinkovitejše didaktične pristope. In sicer razložila bo, kakšni so tipi matematičnih nalog, ki so najbolj primerni za vaše učence in tudi kakšne cilje z njimi dosegate. No, preden pa predam besedo, bi vas lepo povabila, da že med tekom predavanja zastavite svoje vprašanja in zapišite jih kar v chat. Ikonico najdete na dnu ali pa v Q&A. Tako da na vprašanja vam bom odgovarjala jaz sproti ali pa ob koncu predavanja. Tako, zdaj pa lepo vabim dr. Manfredo Kolar. Ja, dober večer vsem skupaj. Jaz predlagam, da kar začnemo, tako da samo trenutek, da odprem. A mi lahko samo poveste, če se vidi to? A je v redu? Ja, Aha, tako. dobro. Zdaj vidimo slajd, poučujem matematiko z razumevanjem. Pa tudi, če tako premikam, gre naprej. Ja, Dobro. gre na vsebino. Aha, v redu. Dobro. Super. Skratka, kar začnimo. Naslov sem mogoče malo spremenila, in sicer sem želela z naslovom poudariti tisto, o čemer bom tudi danes precej govorila, namreč o tem, kako pravzaprav matematiko v prvem triletju poučujemo z nekim razumevanjem, kako naredimo en premik k temu, da učenci ne izvajajo zgolj nekih rutin ali pa sledijo nekim receptom, pač pa usvajajo matematične vsebine na nek način, ki temelji na razumevanju konceptov. Oprla se bom na določena poglavja iz učnega gradiva, predvsem izbirala sem te vsebine, ki bodo zdaj v kratkem, glede na letne delovne priprave, aktualne. Bi se pa hkrati rada dotaknila in navezala tudi na neke vsebine, ki so nekako povezane oziroma ki so zelo pomembne z didaktičnega zornega kota za kvalitetno, kakovostno poučevanje matematike. Kot prvo točko bom nekaj povedala o vlogi delovnega zvezka pri samem poučevanju, druga točka se pa nanaša na vrste matematičnega znanja, ki jih krepimo pri pouku matematike. Tukaj sem navedla 4 vrste znanja po Gagnejevi taksonomiji in tudi tukaj bom potem v nadaljevanju malo več povedala o tem, kaj je tisto, kar je v učnem gradivu samem najbolj pomembno, da izpostavimo. Torej, najprej glede vloge učnega gradiva. Ko nekako razvijamo nek matematični koncept, pravzaprav je vseeno, kateri matematični koncept imamo v mislih. Če se nahajamo v prvem triletju, pa tudi v drugem ali tretjem ali pa celo v srednji šoli, če je le možno, je pomembno, da sledimo temu temu vrstnemu redu, ki je tukaj predstavljen, torej da vedno začnemo s konkretno reprezentacijo, potem sledimo grafični in šele v zadnjem koraku simbolna reprezentacija. Zdaj, kaj to pomeni z vidika učnega gradiva? To pomeni pravzaprav to, da ne smemo jemati zdaj učnega gradiva, delovnih zvezkov, kot tisto absolutno in edino, kar se pri pouku matematike uporablja in na čemer gradimo pouk. Pač učno gradivo sodi, jaz bi rekla, predvsem v to grafično reprezentacijo in tudi potem v simbolno, ne more pa nadomestiti
konkretne reprezentacije. Se pravi, je neko pomembno prispeva k razvoju konceptov, ampak učitelji se morate pač zavedati, da vedno izhajate iz dejavnosti, ki jih sami pripravite in organizirate pri pouku, in šele potem lahko preidemo na delo z delovnim zvezkom. Bi pa vseeno rada izpostavila, da ima naše gradivo v tem smislu nek doprinos tudi na področju konkretnih reprezentacij, namreč tisti med vami, ki naše gradivo uporabljate ali pa ga bolje poznate, boste vedeli, da imamo poleg nalog, ki nekako krepijo in razvijajo konkretne reprezentacije, simbolne, da imamo tudi veliko primerov nalog, ki so tudi označene z ustrezno simboliko. Recimo tukajle zgoraj je ta igralna kocka, ki ponazarja neko dejavnost ali pa igro. In pravzaprav tudi ob delu z našimi delovnimi zvezki naletite na primere dejavnosti, ki so nekako nakazane in jih mora potem pač učitelj sam pripraviti in ustrezno izvesti. Tudi zelo veliko iger imamo priloženih na koncu delovnega zvezka, ki so ravno tako namenjene konkretnemu delu. Tukaj imamo recimo, sem si izbrala kar primer pri številih do 100, ko je že sama naloga v delovnem zvezku spodbuja k konkretni dejavnosti, ko naj bi učenec ugotovil, da je pri preštevanju večjega števila predmetov ključno to, da se nekako organizira in da se mu splača grupirati predmete. Torej, učenec mora sam dobiti to izkušnjo, da je to zanj koristno. Ni zadosti, da mi kot učitelji povemo, da bomo zdaj delali skupine po 10, ampak je pomembno, da dejavnost napeljemo in razvijamo na tak način, da učenci sami prihajajo do nekaterih zaključkov. Tale spodnja leva dejavnost ali naloga jo lahko uvrščamo na nivo grafične reprezentacije, če ga učenec rešuje v delovnem zvezku, če pa bi jo reševal s konkretnimi pripomočki, ki so tudi priloženi k učnemu gradivu. To so ti take nekako ponazorila desetice pa enice, ali pa lahko bi rekli ponazorila denarja, pa imamo spet opraviti s konkretno dejavnostjo. In v primeru, ko pa zgolj zapisujemo števila, pa preidemo na simbolno raven, ampak tudi ta zadnja dejavnost spodaj desno, jo lahko vidim deloma tudi kot konkretno dejavnost, ker jo lahko izvajam s kartončki, ki so tudi priloženi k učnemu gradivu. Prej sem že rekla, da je ena od stvari, ki se bi jo danes rada dotaknila, tudi razvijanje različnih vrst matematičnega znanja. Navedla sem 4 vrste znanj, tukaj pa kot vidite sem 2 posebej poudarila z rdečo, in sicer konceptualno in problemsko. Zdaj, zakaj temu tako? Jaz mislim, da je pomembno, da razmislimo o tem, tudi zdaj v današnjem času, tudi sami verjetno veste, da obstaja kar nekaj razprav na to temo, ali sploh še potrebujemo učna gradiva. Zdaj, če bi učna gradiva in delovni zvezki temeljili samo na tem, da prenašajo proceduralno znanje, pa osnovno znanje, potem se res lahko mogoče vprašamo, ali jih potrebujemo. Ker zato, da učitelj pripravi račune za utrjevanje, pravzaprav ne potrebuje ne vem kako zelo nekega delovnega zvezka, ker si lahko tudi sami domislimo ustreznih računov. Tudi zato, da recimo ponovimo neko terminologijo ali pa neke te osnovne, tale rutinska znanja, tudi to ni tisto ključno. Lahko je vključeno v učno gradivo, ampak če bi bilo samo to, je to premalo. Tisto, kar pa je bistveno in kjer pa se mi zdi, da pri matematiki zagotovo učna gradiva lahko predstavljajo neko dodatno vrednost, pa je razvijanje konceptualnega znanja in pa problemskega. Se pravi to, da učna gradiva vključujejo tudi naloge, preko katerih preverjamo, ali učenec res razume nek pojem. In to, da ga res razume, in sestaviti nalogo, ki bo res to preverjala, ni nujno tako zelo enostavno, ker dobra naloga, jaz bi rekla, ki preverja konceptualno znanje, mora biti sestavljena na tak način, da učitelj dobi neko povratno informacijo o tem, kdo res razume, in da tudi zmore prepoznati učence, ki jim določena vsebina dela težave.
In problemsko znanje je ravno tako, ne. Verjetno se boste strinjali, da je precej lažje tudi vam samim pripraviti recimo neke naloge za utrjevanje postopkov, kot pa si sam domisliti neke problemske naloge. In tukajle mislim, da je učno gradivo tisto, ki lahko učitelju pomaga in mu olajša delo pri razvijanju teh vrst znanja. Zdaj, kako se te različne vrste znanja in nalog kako so nekako zastopane v našem gradivu, bom predstavila preko 3 vsebin, ki sem si jih izbrala za vsak razred posebej, 1., 2. in 3. Nekako sem gledala po teh letnih pripravah, kaj je tisto, kar naj bi se zdaj v kratkem obravnavalo, in sem si izbrala pri 1. razredu računanje do 10, pri 2. števila do 100 in tudi urejanje ali pa primerjanje števil in v 3. razredu upoštevanka. Če gremo zdaj kar po vrsti, pri vrstah matematičnega znanja 1. razred, bi vseeno začela s proceduralnim znanjem, a ne. Tamle na prejšnji drsnici sem izpostavila drugi 2 vrsti znanja, ampak seveda tudi proceduralno je ključnega pomena pri računanju zagotovo. In to, kar je lahko neki doprinos učnega gradiva, je to, da v bistvu na tem področju vključimo naloge, ki so motivacijske narave. Recimo, če si pogledamo to nalogo tukajle z žirafami, je že sama oblika, videz naloge zagotovo bolj privlačen, kot pa če bi učencu ponudili zgolj ta kupček računov na levi strani, a ne. In tukaj je pomembno, no, da oblikovalec nekako zna tudi na lep način z ustreznimi lepimi ilustracijami obogatiti nalogo v takem smislu, da učencu postane bolj motivacijska. Potem pri poglabljanju razumevanja, zdaj smo še zmeraj pri računanju do 10, a ne, se pravi razumevanje. Zdaj, ko računamo, je ponavadi težje videti, kaj je sploh tukaj konceptualno znanje, torej kje je prisotno razumevanje. Eno takih področij, kjer razumevanje zagotovo je potrebno, je pri besedilnih nalogah, v kateri je potrebno učence uvajati. In tukajle sta 2 primera, lahko bi rekla, nekega načina uvajanja v besedilne naloge preko slike. In tukajle je potrebno neko razumevanje tega, da učenec, recimo, če ima na voljo različne vrste takih slikovnih prikazov, zna razbrati, kaj mu pravzaprav slika sporoča. Če si pogledamo ta 2 primera, ki sta tukajle navedena, bi mogoče zdaj z njima 2 izpostavila to, da niso vsi slikovni prikazi in vse slike enako uporabne in enako koristne, ko želimo recimo ponazoriti določeno računsko operacijo. V tem primeru je zagotovo zgornja bolj ima nekako, kako bi rekla, bolj uporabna ali pa bolj nazorna, če želim z njo prikazati odštevanje, zato ker če si pogledamo drugo sličico, kjer piše potem, učencu ostane neka sled za tem, kakšno je bilo začetno stanje. Torej, na parkirišču ostanejo prazni parkirni prostori, ki točno povejo, kaj je bilo na začetku. Je pa potrebno seveda imeti 3 sličice, zato da nekako vidimo, da gre za odštevanje in ne za seštevanje, torej da avti odhajajo s parkirnega parkirišča in ne prihajajo. Medtem ko spodnja zaporedje sličic pa nima te lastnosti, a ne, ko ptički odletijo, ni več nobene sledi za tem, kaj je bilo na začetku. Tako da tudi, ko izbiramo neko slikovno gradivo za prikaz besedilnih nalog, je zelo pomembno, da dobro izbiramo in da v začetku izbiramo take primere, kjer učenec z večjo lahkoto razbere, kakšno je bilo stanje na začetku in kaj je tisto, kar se je spremenilo. Ja, no, tukajle sem vmes vtaknila še en primer naloge, ki bi lahko rekla, da je utrjevanje, da je neka kombinacija več vrst znanja, in sicer tako postopkov, se pravi računanja, kot tudi poglabljanje razumevanja. Zakaj sem jo vključila? V bistvu bi se navezala kar na prenovo učnega načrta, kjer sodelujem ravno pri prenovi za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje in kjer bo eden od pomembnih, meni se zdi kar zelo pomembna, no, sprememba ta, da se bo v 1. razredu kot standard pojavilo tudi to, da učenec išče pare števil, ki dajo določeno vsoto.
Najbolj pomembna med vsemi vsotami je seveda vsota 10, ker jo potrebujemo kasneje pri računanju s prehodom. Torej, vem, da se je tudi zdaj že delalo na tem, ampak s tem, ko je to nekako zapisano v samih standardih, se mi zdi, da dobi ta zelo pomemben cilj še neko večjo težo in tukajle učenci tako utrjujejo postopek računanja, kot tudi, kot piše zgoraj, poglabljajo neko razumevanje ali pa poenostavljeno povedano, dobijo nek občutek za števila. Če bi zdaj uredili recimo vse pare 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6 in tako dalje, in če učitelj dobro nekako z nekimi vprašanji učence vodi, lahko učenci hitro opazijo neke zanimive lastnosti števil, ki jih včasih verjetno tudi presenetijo, lahko zagledajo, kaj se dogaja s prvim številom, kaj se dogaja z drugim, da v bistvu vsak par števil 3, 7 ima še nekega svojega dvojnika, recimo zrcalno sliko 7, 3 in tako dalje. Skratka, to, da nekako opazujejo števila in da se učijo o njihovih zanimivih lastnosti, je tudi en pomemben del poučevanja in učenja matematike. In nazadnje še problemsko znanje. Zdaj tukajle je to problem, ki se tiče števil do 10, torej računanja do 10. Nekako, ko preidemo v večje številske obsege, se nam verjetno zdi, da je lažje poiskati neke matematične probleme, ampak dejansko se jih da dobiti v kateremkoli obsegu, samo nekako dobro je treba premisliti. In tukajle je en primer naloge, ki pravzaprav tudi omogoča diferenciacijo. Čeprav piše tremo orehe, lahko učitelji nekako razmislite, kateri učenci so sposobni katerih primerov znotraj tega okvirja. Recimo, če pogledamo, na prvem primeru imate podano neko navodilo preko rešenega zgleda. Drugi primer je zelo klasična rutinska naloga, kjer učenec zgolj utrjuje to pravilo, postopek računanja. Če pogledamo tretji primer, v prvi vrsti je že zahtevnejši, ker moramo sklepati na to, kaj bi bilo lahko v prvi vrstici. Še zahtevnejši, v bistvu bi lahko zdaj rekli pa že problemski, sta pa oba primera v drugi vrsti, ki dejansko, kljub temu, da gre za majhna števila, nakazujete na to, kako pravzaprav enostavno je sestaviti neke problemske naloge, če imamo v mislih to, da pripravljamo naloge, kjer bodo učenci iskali več možnih rešitev. Torej, kjer bodo raziskovali in iskali vse možnosti. Ja. Še to sem dodala glede povezovalnih ciljev in verjetno ste seznanjeni s tem, da je tudi v novem prenovljenem učnem načrtu, da bo poudarek na povezovalnih ciljih. Zdaj, ko govorimo o povezovalnih ciljih, imamo lahko v mislih znotraj predmetnega področja, med predmetnimi področji ali pa tudi nadpredmetne cilje. Zdaj, v naši skupini za prvi VIO smo se ukvarjali, bi rekla, kar z vsemi tremi sklopi. Tukajle sem poiskala zdaj v trenutnem učnem gradivu za prvi razred 2 primera nalog. Levo imamo eno tako nalogo, zanimivo, ki bi lahko rekli, da se tiče znotraj matematičnega povezovanja. Namreč imamo nek prikaz podatkov, stolpci in hkrati se ukvarjamo tudi s števili in ugotavljamo, česa je več, česa je manj. Hkrati pa je naloga, bi rekla, da za otroka tudi ustvarjalna, ker se učenec sam lahko odloča, kako bo katerega izmed teh mačkov nekako, kako bi rekla, oblekel, kaj mu bo nadel, kateremu mačku bo dal klobuk ali pa mašno in tako dalje. Na desni strani pa imamo tudi primer neke naloge iz našega gradiva, ki jo pa lahko vidimo kot izhodišče za medpredmetno povezovanje, kjer učenci poleg tega, da rešijo to matematično nalogo, lahko tudi potem dejansko pripravijo pogrinjke. Ja, če se zdaj premaknemo k drugemu razredu, tukajle sem si izbrala števila do 100 in pri številih, pri tem, ko razširimo številski obseg, je gotovo najbolj pomembno, da razvijamo konceptualno znanje. To je tisto temeljno, na čemer lahko potem gradimo. Če bo imel otrok dobre temelje v zvezi z razumevanjem števil, bo vse ostalo bistveno lažje. Tukajle na desni imate en primer takele naloge iz našega gradiva,
ki spodbuja učenca k temu, da določeno število opiše na čim več različnih načinov. Da v bistvu tudi s tem rešenim zgledom, ki mu ga je Nande predstavil, lahko otrok opazi, da so možni opisi istega števila, tako preko desetiških enot, kot preko ponazoril, mogoče se lahko opremo na naslednike, predhodnike števil, lahko bi tudi še kaj drugega. Skratka, da je možnosti veliko in da pravzaprav z vsakim od teh načinov opisujemo isto število. Ja, tukajle imamo pa zdaj, v bistvu sem si pri tem sklopu izbrala še 2 didaktični igri. Razlog za to je bil, ker sem pri tem, ko smo dobili neko analizo uporabe učnih gradiv, izvedela, da se učiteljem včasih zdi težko si nekako organizirati učne ure, ki zahtevajo, da vključujejo neke nove dejavnosti ali pa didaktične igre, ki so opisane v priročniku oziroma v prilogah učnega gradiva. In tukaj bi rada povedala to, da seveda, če želite vključiti neko igro, se je treba vnaprej nanjo pripraviti. Morate vi dobro poznati pravila ali pa predvidevati, kaj se lahko pri igri zgodi, a ne. Ni dovolj, da zdaj samo nekako preberemo navodila učencem, moramo imeti nekako igro v mezincu. In ta primer te igre Detektiv se mi zdi res ena taka zelo motivacijska igra, hkrati pa igra, ki res preverja tudi na zelo tak ustvarjalen način učenčevo razumevanje števil do 100. Zdaj samo trenutek, da vidim, ker mi gre bolj počasi. No, imela sem v mislih, da bomo mogoče izvedli to igro, ampak bom mogoče samo opisala, a ne. Če bi se jaz zdaj recimo izbrala eno število, pa igram z nekom drugim v paru, lahko bi jo igrali tudi v manjših skupinah, a ne. Jaz si zapišem recimo svoje število na listek in potem mi soigralec postavlja neka vprašanja. Na primer, recimo, da sem si izbrala število 44, moj soigralec ne ve, katero število sem si izbrala, in lahko sprašuje karkoli si želi. Morajo pa biti to vprašanja, na katera jaz lahko odgovorim z da ali ne. A ne, zdaj, če bi me recimo soigralec vprašal, ali je število manjše od nekega števila, potem bi bilo to dobro vprašanje. Če bi me vprašal, ali je večje, bi bilo tudi, a ne. Lahko bi me vprašal tudi recimo po številu enic, recimo. Lahko bi nekoga zanimalo, ali ima moje število več desetic kot enic. Skratka, vprašanj je kar nekaj. Je pa, mogoče bi še to dodala, ta igra zelo uporabna potem tudi kasneje v 3. razredu, ko se tudi ta repertoar možnosti, kaj vse lahko vprašam, še nekoliko razširi, ker lahko vključimo tudi vprašanja, ki se tičejo večkratnikov števil. Skratka, to je ena igra, ki sem vam jo želela nekako narediti malo reklame zanjo. Druga igra je pa igra Stolp. Kadar imam možnost, no, da to igro recimo predstavim študentom ali pa tudi recimo na izrednem študiju učiteljem, ki imajo že neko prakso, se vedno izkaže, da je igra vsem zelo motivacijska, tudi odraslim. Je pa res, da včasih mogoče, ko samo preberemo navodila, tega ne prepoznamo takoj, a ne. Najprej je treba v bistvu igro odigrati, da vidimo njen potencial. V tem primeru je pomembno, da imajo učenci, ki igro igrajo v skupini, kupček listkov, na katerih so zapisana števila od 1 do 100. Te listke med seboj pomešamo in jih obrnemo naokrog, tako da se številk ne vidi, in potem učenci po vrsti vlečejo števila. Zdaj recimo, samo malo, da tulele pogledam, če moje pisalo deluje. Recimo, da bi si jaz da jaz povlečem listek s številom, ne vem, 23, a ne, in da je tale prva lestev moja lestev, potem moram razmisliti, kam na to lestev ali v ta stolp bom postavila svoj listek. Recimo, da postavim listek tukaj gor. Zdaj sem kar zapisala številko, a ne. Verjetno nisem naredila ravno modre odločitve. Namreč igra poteka takole, da ko enkrat listek odložim nekam v ta stolp, potem ga ne smem več premikati. In ko bom naslednjič spet na vrsti, bom povlekla nov listek in ga moram umestiti nekam v ta stolp, ampak tako, da bodo števila na koncu urejena po velikosti od najmanjšega do največjega.
Se pravi, namesto 23 zgoraj bi mi verjetno bolj koristilo, da bi izbrala, samo malo, da to moje pisalo uporabim. Bi mi verjetno bolj koristilo, če bi si izbrala recimo tole polje spodaj, ne. Na začetku izgleda igra enostavna, zanimiva postane proti koncu, ko je veliko polj že zapolnjenih in ko število, ki ga odkrijem, ni nujno več tako, da ga lahko sploh kamorkoli položim na svojo lestev. In v tem primeru je to karta, ki jo damo nekako v odpad in čakamo, da pridemo spet na vrsto, in zmagovalec je tisti učenec, ki prvi uspe zapolniti celotno lestev. Dobro, še ena naloga mi je ostala iz tega sklopa za drugi razred, to pa je problemsko znanje. Tukajle je spet naloga, ki se tiče razumevanja števil do 100 in ki omogoča učencu, da raziskuje in razmišlja in išče tudi različne možne rešitve. Zdaj v tem primeru recimo ima 3 okvirčke spodaj pod vsakim navodilom. Če si preberemo recimo srednji okvirček, razlika med številom enic in desetic v mojem številu je 3, enic je več kot desetic, a ne, je že kar nekaj pogojev, ki jih moram hkrati upoštevati, in naloga zahteva že tudi mogoče neko sistematičen pristop, ni pa nujno, ne, lahko pa učenec tudi malo poskuša, mogoče si lahko pomaga z nekim ponazorilom, recimo s stotičnim kvadratom, pa opazuje števila in išče taka števila, ki bi ustrezala danemu pogoju. Ja, če se premaknemo zdaj še v 3. razred, tukajle bomo spet začeli s proceduralnim in pa osnovnim znanjem. V bistvu bi lahko rekli, da to poznavanje poštevanka je bolj kot pa procedura osnovno znanje, ker se ga morajo učenci nekako ga morajo memorizirati. Izbrala sem si nalogo, ki izgleda na videz zelo preprosta. To, kar vidim kot njen potencial v smislu motivacije za učence, je to, da v bistvu ta primer te preglednice vsebuje 10 napak. Torej se otrok postavi v neko vlogo, lahko bi rekli učitelja, ki išče, kje so se pojavile napake in jih poskuša odpraviti. In spet naloga, poleg tega, da preverja v bistvu poznavanje poštevanke, zahteva od učenca tudi to, da se nekako organizira, da se odloči, kako bo zdaj iskal. A bo kar naključno nekako opazoval ta števila, ali pa bo mogoče opazil, da se mu splača recimo gledati po vrsticah, pa v vsaki vrstici posebej opazovati, katero število ni ustrezno, ali pa mogoče gledati po stolpcih, ali pa mogoče opaziti, da je vseeno, ali gledam po vrstici ali gledam po stolpcu. Tukaj je še en primer igre, ki je priložena učnemu gradivu za 3. razred, Priščipnjena poštevanka. Verjetno jo vsi dobro poznate, če uporabljate naše gradivo. Gre za igro v paru, kjer 2 otroka skupaj igrata na eni, v bistvu to, kar vidimo tukajle, sta prikaza na sprednji in hrbtni strani enega kartončka in otroka drug drugemu dajeta povratno informacijo. Se pravi, en otrok pove račun, recimo 5x2, oziroma ne, prvi otrok mu pove račun, drugi otrok odgovori in otrok v paru vidi rezultat na tem mestu, kjer je število obarvano. Se pravi, število 10 je odgovor na račun 5x2. Torej drug drugemu preverjata. Eden govori rezultate, drugi pa na hrbtni strani preverja, ali je povedal pravilne odgovore. Poglabljanje razumevanja, se pravi, spet smo pri konceptualnem znanju, tudi pri poštevanki, a ne, in množenju in deljenju, ne glede na to, da mogoče se nam zdi, da je na prvem mestu tukajle učenje res to do avtomatizacije, neko memoriziranje, je pomembno, da razvijamo neko učenje z razumevanjem. Tukajle recimo na levi strani mora učenec prepoznati, kdaj so opisane situacije množenja, pa kdaj so opisane situacije deljenja. Če si pogledamo te primere, mogoče bom izpostavila samo 2,
ki se mi zdi, da lepo kažeta na to, kakšno je učenčevo razumevanje. Recimo v prvi vrsti drugi primer se tiče krofov in pa v drugi vrsti tretji primer se ravno tako nanaša na krofe. Torej, če bi en površen bralec prebral ti dve nalogi, mogoče niti ne opazi, kaj je njuna bistvena razlika. Torej, ne opazi tega nujno, da se ena naloga sprašuje po številu krofov skupaj, torej sprašuje v bistvu po množenju, druga naloga pa sprašuje po deljenju. Torej, ko sprašujem, kolikšno je število otrok, pa me zanima, pa se ukvarjam z deljenjem. Ja, tukaj na desni strani pa imamo primer naloge, ravno tako v povezavi s poštevanko, kjer razumevanje razvijamo na način, da iščemo povezave med različnimi večkratniki. V tem primeru gre za večkratnike števila 3 in večkratnike števila 6. Torej, učenci v bistvu z izpolnjevanjem tega kvadrata ugotavljajo, opazujejo, vidijo, da nastanejo neki vzorci, opazijo, v kakšnem odnosu sta si ti dve poštevanki. In kar je še bolj pomembno, pa se mi zdi to, da v bistvu, kar tudi sodi k razumevanju, to, da se učenec zave, da nimamo samo 10 večkratnikov. Dostikrat se pri obravnavi poštevanke poudarja samo prvih 10 večkratnikov, kar je res, da samo prvih 10 večkratnikov morajo znati in si jih morajo zapomniti, ampak pomembno pa je, da se zavedajo, da se tam ne konča. Torej, da bi jaz lahko še naprej štela po 3 naprej ali po 6 naprej ali kakorkoli in da gre pač za nek proces in to je del pridobivanja razumevanja. Tudi to vprašanje, kaj bi se zgodilo s številom 100, no to bi lahko že rekla, da je tako problemsko vprašanje. Zdaj lahko otrok barva, pa pride nekako fizično do zaključka, kaj se zgodi s številom 100. Lahko pa tudi, ko opazi vzorec, ko je pobarval nekaj vrstic z dvema različnima barvama, lahko iz vzorca sklepa, kaj bi bilo pri številu 100. Še nekaj o poglabljanju občutka. Tukaj na zgoraj imamo primer naloge, kjer, kot vidimo, pri različnih številih proučujemo iste lastnosti. In tudi to je nekaj v povezavi z občutkom za števila, torej, da se zavedamo, da imajo števila neke zanimive lastnosti, da imamo števila, ki so hkrati lahko večkratniki različnih števil, da imamo števila, ki niso večkratniki, v tem primeru nobenega števila, niti 5, niti 2, da so nekatera števila zgolj večkratniki enega od navedenih števil in tako dalje. Ta primer desno spodaj sem pa namenoma dala zato, ker se tiče večkratnikov števila 1. Velikokrat se nam zdi poštevanka števila 1 in ti večkratniki nekaj precej samoumevnega. Ni pa nujno temu tako. Velikokrat učenci sploh nekako ne vidijo potrebe po tem, zakaj bi se ukvarjali s poštevanko števila 1. Je pa to taka lepa naloga, ki nekako ob nekem razmisleku učenca lahko privede do zaključka, da je vsako naravno število večkratnik števila 1. In še en primer problemskega znanja. Torej, naloga, ki je ravno tako umeščena v trenje orehov. In sicer, če si pogledamo, se tiče poštevanke, ni pa nekako jasno to razvidno iz samega besedila, torej učenec mora nekako premisliti, kako bo prišel do rešitve. In to, kar je tukaj tudi pomembno, kar bi rada poudarila, je, da pri reševanju problemov, sploh pa v 3. razredu, je zelo smiselno, da učence navajamo na neke strategije, ki jim lahko koristijo, ko rešujejo matematične probleme, in uporaba preglednice je gotovo nekaj takega. Torej, če bi to nalogo ponudili brez preglednice, si verjetno lahko predstavljate, da bi bila bistveno težje rešljiva, ampak določeni pripomočki pa lahko olajšajo naše sklepanje in pot, ki nas privede do rešitve. Torej, preglednica je zagotovo en tak priročen pripomoček,
Obstajajo še druge strategije, no, zdaj tukaj na tem mestu ne bom prav preveč o tem govorila, ampak mogoče bi omenila samo še to, recimo to, da na nek pregleden način uredimo podatke, je tudi ena zelo uporabna strategija, ki se jo lahko učenci začnejo učiti že zelo zgodaj, ker jim bo to vedno prav prišlo. Torej, da nekako ugotovijo, da s tem, ko podatke lepo uredijo, mogoče uporabijo kakšne znane prikaze, ki so se jih učili tudi pri matematiki, da postanejo kar naenkrat rešitve lepše vidne. In v bistvu sem na koncu, no, tukajle imam, kot vidite na levi strani, en takle prikaz, ki se ga učimo sicer v okviru povezavi z množicami in razvrščanjem, torej Carrollov diagram, ki pa ga lahko potem uporabim tudi v povezavi z drugimi vsebinami, matematičnimi vsebinami, lahko tudi z nematematičnimi vsebinami. In ravno ti matematični prikazi so zelo uporabno orodje, ki omogoča tudi medpredmetno povezovanje, ker nam služijo zelo dobro tudi pri drugih nematematičnih področjih, ko želimo nekako prikazati neke ugotovitve ali pa neke zaključke. Tale naloga desno spodaj sem jo pa tudi izbrala z nekim prav posebnim namenom, namreč učenec mora tukajle ugotoviti, koliko kvadratkov je na vsaki preprogi, se pravi, je to naloga, ki je povezana s poštevanko, z množenjem. To, kar sem pa želela poudariti, pa je, mogoče se premalokrat tega zavemo ali pa premalokrat izkoristimo ta grafični prikaz, namreč katerikoli pravokotnik, ki ga narišem na neko recimo karo mrežo, je vedno ponazoritev nekega računa množenja. In tukajle je ravno to izkoriščeno, torej ta pravokotna oblika in povezava pravokotnih oblik z računsko operacijo množenja. Zdaj v 3. razredu seveda učenci še ne poznajo ploščine, ampak kasneje v 5. razredu se pa da to spet zelo lepo povezati, pač, da v bistvu pri tem, ko nekako merimo ploščino pravokotnim oblikam, nekako množimo dve števili med seboj, a ne, se pravi povezava poštevanke in pravokotnih oblik in pa merjenje ploščine. In če se ne motim, sem zdaj s tem prišla do konca, ja. Bi pa mogoče, videla sem že, da je tule v chatu kar ogromno število, ja, 26 vprašanj, tako da bom najprej, tole bom zaprla. Ja, mogoče vam lahko jaz A mi vi preberem. poveste, ja. Ja. Ali pa saj verjetno tudi jaz vidim, a ne, lahko to? Tudi. Aha. Mogoče greva kar k prvemu. Ali dovolite učencu pri ocenjevanju računanja do 20 uporabo številskega traku ali raje drug konkreten material, na primer kocke? To je bilo prvo vprašanje. A lahko kar Ja, izvolite. A mislite, zdaj nisem dobro razumela, a mislite pri računanju do 20 ali pri oceni zdaj ne Pri vem, ocenjevanju. Verjetno gospa učiteljica. Ja, razumem, pri ocenjevanju. Ja. Ja, jaz mislim, da je v 1. razredu kakšen drug konkreten material bolj uporaben. A ne, številski trak v 1. razredu je v primerjavi z pripomočki, kjer je vsako število neka fizično ločena enota, dosti zahtevnejše. A ne, ker se hitro zgodijo napake v tem smislu, da učenec ne ve, kako naj šteje in kaj naj šteje. Ali naj šteje črtice, ali naj šteje poskoke. Torej v začetku naj bodo v bistvu pripomočki za računanje, če jih uporabljamo, taki, da je vsaka enota nekako ločena fizično, nekako lahko bi rekli v matematičnem smislu diskretno ločene enote. V redu, zdaj pa gospa Tividar sprašuje oziroma jo zanima, če je pri ocenjevanju dovoljen številski trak brez zapisanih črk, in sicer v 2. razredu, je še dodala. Ja, številski trak brez zapisanih številk je precej zahtevnejši. Jaz bi takole rekla, da pri pouku ga gotovo lahko uporabljamo z namenom, da nekako zvišamo nekako raven razmišljanja, da učenci začnejo sklepati. To zagotovo je uporaben. Bi bilo pa smiselno začeti seveda najprej s številskim trakom, ki ima zapisana vsa števila, tako da otrok najprej da nekako usvoji, kako si števila sledijo, potem mogoče številski trak, ki ima zapisana nekatera števila. Obstajajo pa tudi prazni številski trakovi, a ne, torej
kjer imamo recimo poltrak, prazen številski poltrak, pa si otrok sam, recimo na njem, to je bila zdaj najvišja stopnja, ko si sam zapiše neko število in recimo, če želi izračunati, ne vem, 53 plus 24, se sam odloči, kje bo nariše črtico za število 53 in sam potem riše te skoke. To bi bila pa potem tista najvišja stopnja, ampak nekako se mi zdi pomembno, da nekako sledimo temu vrstnemu redu, da postopno zmanjšujemo število teh podanih podatkov. Hvala. Drugače pa v questions and answers smo dobili samo opozorilo na eno napako oziroma na napake. Pa vprašanje, kdaj se načrtuje prenova. To pa lahko povem, da pač prenovo učnih gradiv za prvi razred seveda načrtujemo v začetku leta 2026. A lahko tudi jaz vprašam, kaj učitelje? Seveda. A je to možno? Ja. Namreč zdaj poteka kar precej razprav, no, tudi potem, ko smo dobili zdaj rezultate Timsovih raziskav, kjer so bili naši učenci kar na matematičnem področju precej šibki in se je nekako pokazal nek trend upadanja matematičnega znanja, sploh v primerjavi s področjem naravoslovja. In se pojavljajo različne razprave. Recimo tudi s strani učiteljev sem slišala, da v našem gradivu, pač meni bi bila to dobrodošla povratna informacija, zdaj, ko vas imam toliko učiteljev tukaj zbranih na enem mestu, bi rada slišala še z vaše strani. Ena od stvari je to, torej ta, kako bi rekla, dinamika, kako hitro učenci usvajajo števila v prvem razredu. Učitelji, s katerimi jaz govorim, pravijo, da v našem gradivu prepozno preidemo na računanje, ne, da se predolgo ukvarjamo s posameznimi števili in jaz bi se s tem kar strinjala, pa bi mogoče, če mi samo v chat napišete ali pa če bi kdo želel na glas povedati svoje razmišljanje ali svoje mnenje glede tega. Aha, vidim. Če želi kdo... Je že odgovorila, res je, tako da... Ja. Dobro. Če bi želel kdo tudi k besedi, naj klikne gumb z rokico, pa bomo spustili naprej oziroma bo lahko povedala. Mogoče še druga stvar, še druga skrajnost je pa ta, da, no, skrajnost. Tudi razmišljanje o tem, da bi bilo potrebno hitreje preiti, vsaj v primerjavi z recimo drugimi evropskimi državami, da v Sloveniji precej počasi napredujemo k spoznavanju števila 20 in potem števila do 100. In v prvi razred pač dobimo učence za zelo različnim predznanjem, med njimi so tudi taki, ki verjetno že gladko obvladajo število do 20, torej kaj narediti z njimi. Zdaj lahko povem, da smo zdaj pri prenovi učnega načrta razmišljali tudi o tem, nismo pa zapisali zdaj v standarde tega, da naj učenci računajo tudi do 100. V prvem razredu smo pa dali to možnost in jo zapisali v didaktična priporočila, da v bistvu učitelj z neko diferenciacijo dela omogoči učencem, ki so tega sposobni, tudi računanje z večjimi števili ali pa nekako hitrejše napredovanje. Skratka, razprave so se tudi zdaj, recimo na Pedagoškem inštitutu, odvijale v tej smeri, da bi tudi pri nas bilo potrebno vpeljati računanje do 100 in število do 100 že prej, tudi že v prvem razredu. No, in med odgovori smo dobili še eno novo vprašanje. Gospa Grabnar sprašuje, kako bo po novem z orientacijo v prostoru? Aha. Verjetno imate v mislih, orientacija. No, torej, glede orientacije, tukaj bi mogoče to dodala, da se bo ta sklop, torej, orientacija je del teh geometrijskih vsebin, ki se tiče tudi prostorskih predstav, da bo na tem precej večji poudarek in sicer bomo v bistvu vsebine iz orientacije nekako podkrepili oziroma razširili tudi z vsebinami, ki jim v matematičnem jeziku rečemo vizualizacija, torej razvijanje vizualizacije, sposobnosti tega miselnega predstavljanja, recimo kako bo izgledal nek predmet iz različnih zornih kotov, tudi recimo primeri nalog, ko otroku ponudimo recimo lahko sličice ali pa neko konstrukcijo iz takih
enotskih kock in si mora znati v mislih predstavljati, iz kolikih kock je določena konstrukcija sestavljena, pri čemer ne vidi vseh kock. Torej naloge, ki v bistvu spodbujajo prostorsko predstavljanje, in so deloma povezane tudi z orientacijo, ne, ker si lahko pri tem pomagamo ravno s tem, da si zamišljamo, kako bi izgledalo nekaj iz drugega zornega kota. Aha, vidim, da gospa Helena pravi, da je glede na obseg snovi v 2. razredu premalo 4 ure na teden. Ja, tukajle ne morem prav kaj dosti pomagati, no, obseg snovi. Zdaj ne vem, a imate v mislih obseg, pač učni načrt je tak, kot je, ima cilje, kot jih ima, ki jih je treba na nek način realizirati. Ja, se pravim, da pravijo, da v tujini imajo še dosti več teh matematičnih vsebin in hitrejši tempo, o čemer seveda, a veste, ne moremo kar prenesti nečesa, kar se dela v tujini, v naš učni prostor, ne, tako da meni se zdi pomembno, da učitelji povejo in da izhajamo iz vaše prakse in iz tega, kaj vi opažate. In vidim, da vaša mnenja ne podpirajo tega, kar recimo lahko slišimo takole ob teh rezultatih, no, teh mednarodnih raziskav. Še 2 mnenji smo dobili, in sicer, da v 1. razredu so otroci stari do 6 let, in da ne smemo prehitevati, in pa da je računanje do 100 v 1. razredu prehitro. Ja, saj jaz se s tem strinjam. Jaz se s tem popolnoma strinjam. Meni se zdi, da je seveda pomembno, da če imate učence, kjer vidite, a ne, da imajo res dobro razvite predstave, da jim omogočite in ponudite še neke izzive, ki so zanje primerni. A ne, zdaj, glede na to, da se zdaj ukvarjate verjetno v 1. razredu s števili tamle okrog 10, a ne, če si predstavljate učenca, ki je prišel že v 1. razred s tem, da je znal mogoče šteti že do 100, a ne, je to zanj zagotovo lahko precej dolgočasno. Tako da meni se zdi to pomembno, da imamo to v mislih, da pripravljamo tudi neke problemske naloge, ampak tako kot sem že prej pokazala, ne, problemske naloge so lahko tudi samo števili do 20. Ni potrebno, da zdaj jaz pripravim neke dodatne naloge za bolj sposobne učence, da to pomeni, da mu moram zvečati, lahko mu ponudim tudi naloge, kjer so vključena večja števila, ampak lahko pa tudi znotraj števil do 20 oblikujem zanimive probleme, ki mu bodo v izziv. Tako da nekako je treba, ja, neka diferenciacija je zagotovo nujna v 1. razredu, ker imate gotovo obe skrajnosti, torej in zelo, zelo sposobne otroke in tudi take, ki nimajo številskih predstav, pa so prišli, ki so prišli v 1. razred brez nekih izdelanih številskih predstav. In v Questions and Answers gospa Klavdija ravno to sprašuje, no, da so velik izziv, velike razlike v predznanju otrok v 1. razredu, nekateri s slabimi številskimi predstavami, drugi z lahkoto računajo do 20, kakšen nasvet? Verjetno to, kar ste zdaj povedala, ne? Ja, jaz mislim, da je nujno potrebno diferencirano delo. Ne, tudi recimo, če pripravljate neke dodatne naloge ali pa recimo mogoče kakšne učne liste, lahko imate tudi neko zbirko nekih majhnih učnih lističev z nalogami in pripravite za učence različno zahtevne naloge. Zdaj ne vem, koliko so še aktualni kotički, ki so bili včasih v 1. razredu kar aktualni, a ne, ampak to, da ima učenec možnost iti v nek kotiček, kjer si sam izbere neke dodatne naloge, neke izzive. Skratka, jaz mislim, da je zelo pomembno, da imamo vedno na zalogi te izzive za bolj sposobne učence. Ker pač po mojih izkušnjah so predvsem tisti učenci, se večkrat posvetimo tistim, ki imajo težave, a ne, in pozabimo na tiste učence, ki težav nimajo oziroma imajo težavo v tem smislu, da jim je vse preveč enostavno. Ja, še nekaj No, mnenj saj se je tukajle vidim, da je nabralo. gospa Klara ravno to napisala. Bolj podpiram kravžljanje možgančkov z izzivi in problemskimi nalogami kot z večanjem obsega števil. Ja, se strinjam. Mogoče še Ja. kaj? Mogoče samo še preberemo, no, za tiste, ki mogoče ne vidijo dobro chata. Gospa Sanja je tudi zapisala svoje mnenje, da pač v šolski sistem prihajajo učenci iz tujine, tudi to je problem, a ne, ki pač brez težav računajo do 100.
so pismeni že v 1. razredu. Tako da, Ja, vidim, ja. Želite povedati, da so sposobni, a ne, verjetno več, kot pa mogoče včasih mislimo. A ne, jaz tudi mislim, da včasih je to težava, a veste, da zdaj že, da smo nekako v tem sistemu, a ne, da imamo neko predstavo, da učenec v 1. razredu računa do 20. Pač jaz mislim, da mogoče lahko poskusite s tistimi, bolj nadarjenimi učenci, ki jih imate v razredu, saj jim lahko ponudite kakšne izzive, kakšne naloge, pa boste videli, ali, so, zmožni, a ne. Ne to, je pa eno je to, da vi da imate neko diferenciacijo pri pouku, kjer to ponudite bolj sposobnim učencem, drugo pa bi bilo, če bi bilo to zapisano v standard. No, in mi tega nismo želeli zapisati v standard, ker pač, če bi bilo zapisano pod standard, bi pomenilo, da se to tiče celotnega razreda, a ne, kar pa se mi ne zdi primerno. no in verjetno se strinja tudi gospa Andreja, ki pravi, večanje obsega števil nikakor, diferenciacija zagotovo. Dobro, ja, tako. Dobro, mogoče, če zdaj ne bo več, če ne bo novih vprašanj, bi jaz, samo trenutek, bi povabila vse udeležence na naše naslednje dogodke, ki jih pripravljamo, v Mladinski knjigi, in sicer pač, v februarju načrtujemo še ene e-minutke. Jih bomo bolj posvetili, predstavitvi dobrih praks poučevanja, z gradivi Mojnande. Marca pa vabimo na strokovno srečanje Branje za znanje, ki ga prirejamo v Laškem, in sicer v soboto, 15. marca. Tako, in pa seveda bi povabila še vse, ki imate kakršnakoli vprašanja, ali bi želeli predstavitev gradiv, ker, mogoče vsi, ki ste danes z nami, še ne poznate gradiv Mojnande. No, če bi jih želeli tudi sami prelistati, vabljeni, da nam pišete na učbenike oziroma ucbeniki@mladinska-knjiga.si, in se bomo dogovorili, za predstavitev. Lahko se pa obrnete tudi kar direktno na strokovnega svetovalca, za vašo šolo. Tukaj so, zvrščeni oziroma napisani vsi. Tako, je mogoče še kakšno vprašanje? Ja, mislim, da smo Mislim, da prišli, ni. da smo Mislim, da prišli do sva. konca. Tako, ja. Tako, torej nič več vprašanj. Bi se vam najlepšega zahvalila, ker ste današnji večer preživeli z nami in ste se odločili, da se udeležite naših e-minutk. In kot rečeno, vas vabim tudi k naslednjim e-minutkam, v februarju. Lep, večer vam želim in, hvala. Tudi jaz enako. Lahko noč in lep večer. Lahko noč. Ja. Nasvidenje. Nasvidenje.